Evo nas, naši ustvarjalci, Siniša is back in the house in tokrat si je za izziv izbral staro, masivno pisalno mizo, ki je seveda videla boljše čase. Na njej se je naredila osnovna šola, faks, šraufel se je, šival se je, skratka, veliko je dala skozi. Ampak, ker je stara, ker je iz lesa, ker je to še dober material, mislim, da je čas, da se kar vržemo na delo in dokažemo, kako dobro se jo da zrihtati. Gremo! Kljub temu, da s takšnimi projekti nimam veliko izkušenj, vem, da je prvo potrebno vso površino dobro prebrusiti, prednjo bomo karkoli šli naprej obdelovati. Tukaj sem si izbral seveda brusilko, ker so večje površine kot recimo pri stolu, vse predale, skratka vse, kar je treba, bom prvo razstavil, da bodo vse površine ravne, brez kakšnih vijakov in podobno in pripravljene na samo nekoliko dolgotrajno brušenje. Po vsem brušenju, evo, je napočil čas, da prvo seveda vse površine presesam, prečistim in da tudi v bistvu samo delavnico očistim, preden grem na kitanje. Tega v lifeu nisem počel, ampak sem na koncu ugotovil, da je to isto, kot da bi okraševal torto. Skratka, vse nepravilnosti, luknje in podobne stvari je treba zapolniti, zakitati in potem z nekim ravnim orodjem zravnati, da se potem to posuši in to je vsa umetnost. Tukaj sem recimo vzel kar navaden po domač špohtelj in pa tole gobo oziroma gumo za čiščenje oziroma brisanje steklenih površin. Nisem pozabil tudi na predale, skratka vse, kar je bilo nepravilnega in luknjastega, sem lepo pokital in porihtal. Kit sem čez noč pustil, da se dobro posuši, zdaj je pa vseeno prišel čas, da ga ponovno zbrusim, torej z nekoliko bolj fino granulacijo brusnega papirja, da dosežem čim bolj ravno in svilnato površino, preden jo bom šel barvati. Na koncu sem jo pa seveda tudi prebrisal še z alkoholom, da se bo barva čim lepše prijela. Eden od treh predalov je seveda potreboval dodatno pozornost, special attention, vedno se bo našla kaka diva pri teh stvareh. Očitno so ga veliko gonili in to sem rešil tako, da sem ga na novo zlepil z lepilom za les. V trgovini sem tudi za male denarce kupil nove lesene zatiče in ga potem enostavno sestavil in to je bila vsa umetnost. Plus temu sem se tudi izognil še tistim vijakom, ki so bili naknadno takrat amatersko noter ustavljeni in so kvarili sam dizajn te mize. Ker pa so ti predali nagnjeni k temu, da potem razpadajo sploh to dno, sem tudi v trgovini kupil take plastične zatiče, L-profile, ki se enostavno zašraufajo noter in tako ojačajo samo trdnost predala in končno lahko gremo na barvanje. Zbral sem navadno barvo, ne kredno, ker je pač retro. Pri barvanju sem si dal duška, pomembno je, da se v tem uživa, da je mehka roka in da se barva predvsem bogato nanaša.
Kot vidite, sem si izbral zanimivo barvno kombinacijo. Nekoliko težko rdečo barvo sem torej komplementiral z Amsterdam zeleno, ta mi je zadnje čase zelo všeč in ker želim to dosežiti prav v detajlih, si pomagam z tesatrakom in prelepim tiste dele, za katere ne želim, da bi jih moja, mogoče ne tako natančna roka po nesreči pobarvala. Ko je bilo prebarvano vse, kar se prebarvati na glavo obrnjeni mizi da, se seveda sname ta tesatrak. Ugotovil sem, da bi ga lahko snel že nekoliko prej, ker je celo nekaj barve mi potegnil dol, ampak nič zato. Je to osebni projekt in prav je, da v takih stvarih uživamo. Potem pa je prišel čas, da se je miza obrnila in da se je na koncu ta finalni finiš, torej zgornja ploskev, dobro prebarvala. Ko se je čez noč barva posušila, sem potem naslednji dan popravil še tam tiste dele, kjer sem zgrešil oziroma jih prvi nanos ni enakomerno pobarval. Potem je bil čas tudi, da vrnem vsa vodila predalom in tako smo nadaljevali delo. Zraven sem pa si zbral namesto tistih starih, torej teh ročajev, nove keramične rdeče ročaje, ki se lepo podajo k sami mizi. Ampak, a ste vi resno mislili, da bom tak šlampas notranjost predalov pobarval? A to pa ne. Dno predalov bom enostavno oblekel v lep tapetniški material. To se naredi enostavno tako, da se sama notranjost predala natančno zmeri, potem se doda torej 3 cm na vsaki strani, to smo se by the way učili na ABC šivanja, za zapeglani rob in potem se to lepo noter zapegla in vstavi v sam predal. No, dragi moji, in takole naša lepotička pridobiva na svoji podobi. Tistih njenih ničkoliko let guljenja in rondenja se ji sploh nič več ne vidi. Pa ful je dober feeling, ko človek neki, če tudi z malo znanja, naredi sam nekaj izboljša, izlepša. Vam pa želim, če se boste tega lotili ali ne, da dobro jete, pijete, se učite ali zgolj pogovarjate za vašo mizo.